O, pozdravljeni. Ste si kdaj želeli lebdeti nad tlemi ali leteti? Velika verjetnost je, da ja. A kako so takšne stvari sploh mogoče? Magnetno lebdenje ali magnetno vzmetenje je metoda, s katero objekt lebdi le s pomočjo magnetnih polj. Magnetna sila se uporablja za izničevanje učinkov gravitacijskega pospeška in drugih pospeškov. Dve glavni težavi, ki sta povezani z magnetnim lebdenjem, sta dvižni sili, zagotavljanje sile navzgor, ki zadostuje za boj proti gravitaciji, in stabilnost, zagotavljanje, da se sistem neželjeno ne premika. Glavna stvar pri magnetnem lebdenju so seveda magneti. Le-ti se med seboj ali odbijajo ali privlačijo, odvisno od magnetnega polja. Magneti delujejo na različne snovi različno. Feromagnetne snovi magnetno polje močno privlači. Na te pomislimo, ko slišimo besedo magnet. Paramagnetne snovi, na katere ima magnetno polje majhen vpliv in ga nekoliko privlači, ter diamagnetne snovi, na katere ima magnetno polje majhen vpliv ter ga nekoliko odbija. Pripravljeni? No pa začnimo. Diamagnetno lebdenje. Snov, ki je diamagnetna, odbija magnetno polje. Vsi materiali imajo diamagnetne lastnosti, naprimer žaba ali kozarec vode, vendar je učinek zelo šibek. Običajno ga premagajo paramagnetne ali feromagnetne lastnosti predmeta, ki delujejo na nasprotni način. Vsak material, v katerem je diamagnetna komponenta močnejša, ga bo magnet odbijal. Diamagnetno levitacijo lahko uporabimo za lebdenje zelo lahkih kosov pirolitičnega grafita ali bizmuta nad zmerno močnim trajnim magnetom. Ker je voda pretežno diamagnetna, se ta tehnika uporablja za levitacijo kapljic vode in celo živih živali, kot so kobilica, žaba in miš. Vendar so potrebna magnetna polja zato zelo velika, običajno v območju 16 tesel, in zato povzročajo velike težave, če so v bližini feromagnetni materiali. Poglejmo si, kako to izgleda. Superprevodnik. Tu gre za pojav, ko zaradi velike ohladitve diamagnetni materiali postanejo superprevodni, intenziteta magnetnega polja pa skoraj izgine. Razlog za to je, da lahko elektroni v superprevodniku tečejo praktično brez odpornosti. Zaradi tega je na površini materiala zelo enostavno, da se majhni tokovi oblikujejo. Ko se magnetno polje približa površini, povzroči, da začnejo elektroni teči. Na površini materiala se nato ustvarjajo majhni tokovi in ti tokovi povzročajo odpravo magnetnega polja. To povzroči proces, ki se imenuje kvantno lebdenje. Psevdolevitacija ali lebdenje z mehanično omejitvijo. Pri psevdolevitaciji neka os poskrbi, da se magnet ne more premikati v eni smeri, in tako v primeru, da sta magneta eden nad drugim, lebdi en magnet nad drugim. V našem primeru kovinska paličica poskrbi, da zgornji magnet ne zdrsi levo ali desno, torej lahko le ostane nad spodnjim magnetom. Vrtilno stabilizacijsko lebdenje. No, to je pa prvo lebdenje danes, kjer bomo uporabljali vrtavke. Ne te. Tudi te ne. Čeprav je oblika boljša. To, ja. Lebdenje s pomočjo vrtavke je poseben pojav, pri čemer gre za podoben princip kot pri mehanični omejitvi, vendar tam omejitev ni mehanična, temveč giroskopska, kar pomeni, da se magneta ne začenjata privlačiti, ker vrtilni učinek ne dovoli obračanja in tako vrtavka lebdi nad magnetom pod sabo.
Koliko sistemov za lebdenje. Ste pripravljeni na naslednjega? Naslednja dva si gresta z roko v roki. Ampak, kaj bi samo govoril? Raje si poglejmo. Ste že kdaj videli lebdeči globus? No, izgledajo približno tako. Mene pa je vedno zanimalo, kako v resnici takšne stvari delujejo. Delujejo pa s pomočjo elektromagnetnega vzmetenja. Elektromagnetno vzmetenje, ali EMS, deluje na podlagi konstantnega spreminjanja magnetnega polja s pomočjo elektromagnetov in povratne zanke. Veliko sistemov uporablja magnetno privlačnost, ki vleče predmet gor, v nasprotni smeri gravitacije, saj ima nekakšno bočno stabilnost. Nekateri sistemi pa uporabljajo tako magnetno privlačnost, kot tudi magnetno odbijanje, da predmet dvignejo. In smo že skoraj pri koncu. Zadnji način, ki vam ga bom predstavil, je elektrodinamično vzmetenje. Prevodnik lahko lebdi nad elektromagnetom ali pod njim z izmeničnim tokom, ki teče skozenj. Zaradi tega se vsak redni prevodnik obnaša kot diamagnet zaradi vrtinčnih tokov, ki nastajajo v prevodniku. Ker vrtinčni tokovi ustvarjajo lastna polja, ki nasprotujejo magnetnem polju, se prevodni objekt odbija od elektromagneta. Tako, pa smo prišli do konca. Hvala za vašo pozornost.